Kakor je že bilo povedano, današnje predavanje gostimo na predlog Ozare, enote Brežice. Naša predavateljica bo doktorica Tina Rahne-Mandl, univerzitetna diplomirana socialna delavka, specialistka zakonske in družinske terapije, ki raziskuje odnose in to, kako ljudje ravnamo z ranljivostjo v odnosih. Predavanje pripravljamo v sklopu Svetovnega dne duševnega zdravja, ki ga obeležujemo že čez 2 dni. Poteka pa že 23. leto in javnost izobražuje in ozavešča o duševnem zdravju. Nagovorila nas bo še Katarina Vodeb, vodja enote Ozara Brežice. Izvolite. Hvala lepa. Spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci, lepo pozdravljeni v imenu Društva Ozara Slovenija, enote Brežice. V našem društvu si že vrsto let prizadevamo, da ob Svetovnem dnevu duševnega zdravja pripravimo dogodek, ki namenjen tako našim članom, kakor širši javnosti. Letos nam je to uspelo ob soorganizaciji s knjižnico Brežice, za kar se vam iskreno zahvaljujemo. Zahvaljujemo se tudi občini Brežice, ki nam pomaga pri sofinanciranju današnjega dogodka. Ko se odločimo o tem, kako bi obeležili Svetovni dan duševnega zdravja, izhajamo iz potreb, ki jih zaznamo pri strokovnem delu. Tokrat smo se odločili, da v Brežice povabimo dr. Tino Rahne-Mandl, torej, kot je bilo že povedano, specialistko zakonske in družinske terapije, ki raziskuje odnose in načine, kako ravnamo z ranljivostjo v odnosih. Tako da mislim, da bo predavanje zanimivo, koristno, da nam bo pomagalo v naših vsakdanjih stikih in kako razumeti druge, predvsem pa sebe. Besedo za to predajam naši predavateljici. Še enkrat, dr. Tina, dobrodošla v Brežicah. Pozdravljeni. Jaz se naprej predstavljam, ko še sama malo bolj osebno. Sem Tina, sem tudi hkrati v bistvu žena pa mama 2 otrok in sem doktorica v bistvu, kaj ne rečem, odnosov. Pač sem zakonska pa družinska terapevtka, poleg svoje osnovne izobrazbe socialnega dela. In na nek način, odkar bolj konkretno bivam v odnosih, se pravi kot žena pa mama, so me vedno pritegovale take težje stvari v odnosih, kako se v bistvu v odnosih na nek način kreira naš notranji svet, kako se v bistvu v odnosih srečujemo s svojimi šibkimi točkami, kako se tudi skrivamo pred drugim pa pred sabo in kako v bistvu nam je najtežje ravno v teh ranah se drugmu pokazati pa na nek način izpostavljati, bomo dati na razpolago, ker to je tisto, kar je v bistvu za nas najtežje in imamo, kaj ne reči, veliko obramb. In to je bila pač tudi tema moje doktorske naloge. Jaz sem bila mlada raziskovalka na teološki fakulteti in ko sem bila že terapeutka, sem v bistvu postala mama. In takrat sem se odločila, takrat sem dobila tudi sama osebno izkušnjo, da so odnosi lahko zelo ranljivi, da so lahko tudi zelo nepredvidljivi in da velikokrat nimamo enih načinov ali pa velikokrat se učimo z njih ravno zato, ker navadno nismo prednjeni zanje. Tisto, kar ko pridemo v bližnje odnose, se pravi s partnerjem ali pa z otrokom, ali pa tudi včasih staršem ali pa sodelavcem, se navadno odkrajajo tiste stvari, za katere nimamo odgovorov ali pa, ki nas presenetijo, ki nas na nek način tudi prestrašijo. In sama sem to doživela v času mladega starševstva, tako da bi danes rada malo predstavila to svoje delo. Tudi 10 let že delam s mladimi starši pa mladimi pari in bi rada pač to predstavila kot nekaj, česar se ni treba bati. Se pravi, ko nas v odnosih nekaj preseneti, ko nas nekaj izpostavi, je seveda nekaj težko za nas
ne prenaredimo vse zato, da bi se lahko skrili, ampak če uspemo to na nek način priznati sebi in se v tem odpreti drugemu, potem tudi odnosi lahko postanejo bolj pristni, bolj iskreni, bolj varni. Je pa to kar je procesno. No, najprej mogoče na začetku to, zakaj sem si brala tak naslov, ranljivost in pot do sebe. Nekatere medvami sem slišala že na drugem predavanju, ko sem govorila o Krškem v zvezi z nasiljem nad otroki. In sem zelo v bistvu govorila o tem, kako se izpostavlja potreba otrok, zelo pa ob tem, kako vzabljamo nase. Tudi mi smo kot odrasle osebe na nek način vedno otroci v teh naših odnosih. Starši, se veste, da smo 30, 40, 70 let stari, da smo še vedno otroci svojih staršev. Samo mislim, da tukaj malo pozabljamo. Mislim, da je zdajšnja kultura odnosov tega bivanja zelo na to usmerjena, da moramo biti vedno popolni, da moramo čim prej odrasti, čim prej se osamosvojiti, čim prej postati samozadostni, nikar se na nikogar ne naslanjati, nikar od nikogar ničesar ne pričakovati. Celo o tem se govori, da smo lahko odvisni od odnosov, če ne vem, pač pričakujemo, da bo odnos nekaj naredil za nas. Tako da in tudi tema, ki so pač jo želeli, je, kako priti do rahločutnosti do sebe. To sem me prosila kolegice Zuzare in sem jaz bolj o tem razmišljala. In dve stvari sta, o katerih bom danes malo več govorila. Ena stvar je ranjenost, ena pa ranljivost. Ranjenost je tisto, kar nas zaboli, kar nas močno čustveno, kaj ne rečem, ulovi in pred čimer bežimo. Tisto, kar skrivamo, ali nam je težko priznati pri sebi, težko priznati drugemu, težko vidimo, da to drugi v nas vidi. Se pravi, to je tisto, kar ne maramo in kar bi v sebi zbrisali. Ranljivost je pa en pojem, ki sem ga jaz pač zaznala kot nekaj varnega ali pa kot nekaj, kar je nekaj lepega. Ko sem bila sama mlada mamica v otročku, sem v bistvu videla, koliko je ta otroček malo detece nebogljen, koliko je v bistvu od mame odvisen, koliko je ranljiv. In to ni nekaj, kar je slabega, to je nekaj lepega, nekaj dobrega. Nekaj, kjer v bistvu lahko zelo globoko se mama pa otrok povežeta. In jaz sem ranljivost razumela, ali pa jo razumem kot en del življenja, kjer ne da ne čutiš strahu, ne da ne čutiš žalosti ali pa bolečine, ampak kjer znaš na boljši način s tem živeti. Se mi zdi, da je v zdajšnji kulturi, sicer se vedno več o tem govori, napačno to razmišljanje, da je ranljivost zadanje. Da je ranljivost nekaj slabega, da nekaj, kar ogroža, nekaj, čimer moramo vedeti. Tukaj imam na začetku to, da smo v bližnjih odnosih zelo povezani, bolj kot si mislimo. Navadno mislimo, da nas dejanja drugega ne prizadevajo kaj preveč, ali pa da je vsak svoj svet, da je vsak za sebe odgovoren in da pač lahko vsak po svoje živi. Ampak ni res. Že to, kar sem prej začela govoriti, naprimer med mamo pa med otrokom, ali pa potem kasneje, ko imaš odraslega otroka, ali pa moža, ali pa svojega starša, pa mogoče ostarelega starša, na nek način vedno sobivamo v stvari, ki se nam dogajajo. In vedno je stiska, ki je v enem v družini, tista, ki gre vedno na cel sistem. To je tisto, o čemer mi terapevti pravimo, da se na nek način nosimo. To pomeni, da ne vem, če je mojega moža strah, ker ima izpit za šolo, za fakulteto, bom jaz tudi del tega strahu na nek način na svojem telesu nosila, ker pač mi ga sobivamo. To so tisti primarni odnosi, v katerih skupaj živimo. Se pravi, da tudi skupaj nosimo tesnobe ali pa groze ali pa lepe stvari. Se pravi, vse tisto, kar se dogaja v enem človeku, na nek način zaznavamo tudi drugi.
dajo moč pa ljubezen, se pravi, da lahko nekaj težkega z drugim podelim, da me drugi razume v mojem strahu ali pa v moji bolečini, potem je veliko lažje. Velikrat pa pride tudi situacije, ki pa ne želimo biti toliko odprti ali pa ne želimo na nek način videti, da nas drugi tako vidi ali pa tako čuti. In v teh stvarih smo lahko zelo izpostavljeni. In ne zmoramo se pokazati ravno zato, ker so pač to tudi težke stvari za nas in tiste stvari, ki so nam težke, mislimo, da jih drugi ne pozdržal. Ali pa, da druge to obremenjuje, ali pa, da bo drugi nas, ne vem, mogoče celo zasramoval ali pa se naročil z enih naših šibkosti. In zato smo mi v bistvu v svojem življenju že iznašali kopico enih obramb, kjer se delamo, da smo boljši, kot smo. Prva reakcija na to, ko drugi pride v moj svet, je to, da drugega pokrivimo ali obremenimo ali že nekaj najdemo, da v bistvu del te svoje, kaj ne rečem, jeze ali pa nezadovoljstva ali pa utrujenosti damo v ta odnos. Zakaj si prišel pozan? Ja, pa ne vem, nisi tega pa tega naredil, kar sem ti rekla. To so te take drobne stvari, s katerimi v bistvu napolnimo hitro tisto odnos, ki pride zraven. Ponavadi je pa to tisto, do česar še mi sami imamo dostopa. Ponavadi, kadar smo v težki stvari, ravno kar nekaj časa, da gotovimo, v čem smo. Ker mogoče kakšen dan ali par dni ali pa mogoče kakšen mesec v eni stvari, ne vem, se pogovarja s kakšno kolegico, pa ti kaj tazga reče, kar te zaboli, pa niti ne veš, če je takšna dobra prijateljica, pa si mogoče na otrok jezen ali pa te moti mož ali pa te starš obremenjuje. Tekom življenja svojega, ko živiš naprej, pa v bistvu ugotoviš, če se lahko malo poglediš v sebe, imaš malo časa za sebe, da je mogoče iz tega odnosa s prijateljico to nekaj, kar te je zmotilo ali pa zbolelo. Ampak to so procesi, to ni nekaj, kar bi jaz tako vedela, prepoznala in rekla, ja, tole pa moram rešiti. In zato je to v bistvu težko. Zato se vedno na ranljivost, ki se na novo odkrije, odzivamo kot neranljivost. To je pomembno. Seveda je vsak odgovoren za svoje življenje, ampak vsak je pa tudi odgovoren, da je čim bolj iskren do sebe in da tiste stvari, ki so težke, da lahko pove v odnosu. So pa seveda odnosi različni. Eni odnosi to lahko sprejmejo, pa, kaj ne rečem, dajo eno podporo, eni odnosi se pa zaradi tega razgrejo. Tako da tam, kjer ni varno, kjer ne dobimo sočutja ali pa razumevanja, dobimo pač izkušnjo, da tam ne bomo več toliko tvegani. Se pravi, ob ljudeh, kjer smo že nekaj ranljivega v sebi povedali, pa niso zdržali, je bolj, da naslednjič ne tvegamo več. Razen, če je to pač en odnos partnerski ali pa z otrokom ali pa staršem, to so te odnose, ki nam ostajajo, kjer pa v bistvu moramo živeti. In kjer je ena umetnost, kako sebe ohraniti ali pa svojo resnico ohraniti in v bistvu ne nehati govoriti o tem. Ampak odvisno je, kako o tem govorimo. Lahko obtožujemo, lahko kričimo, lahko imamo tihe dneve, lahko jokamo. Veliko je stvari, kako se izražamo. Ampak v moji osebni in terapevtski praksi se mi še nikoli zgodilo, da kadar je bil nekdo zelo iskren, pa je namiren in, kaj ne rečem, zelo globok način v sebi začel govoriti, da ga drugi ne bi slišal. Celo tako je bilo, da tudi če so bili ti odzivi drugega najprej v jezi ali zavračanju ali ščitenju sebe ali tako, se pravi v enih obrambah,
je ena iskreno razkrivanje sebe v odnosu, vedno drugi na eni ravni slišal. In mogoče drugič, tretjič, četrtič se ni tako več ogroženo odzival nazaj. Veste, kako je otrok močno joka, ko ne vem, so kakšni dolgi dnevi, pa dolgi popoldnevi teh kolik ali pa ne. Sigurno so bile situacije v življenju, ko ste kot starši bili nemočni ob tem otroku. Ko v bistvu že sami niste vedeli, kaj bi. In to je tisto, ko sem pač rekla, zdaj sem naslov vzajemna čustvena soodzivnost. To pomeni, da smo ne samo da občutimo drugega, ali pa ne samo, da mora mama umiriti otroka, ko je prestrašen ali pa jezen ali pa utrujen, ampak mama mora tem tudi sebe umirjati. In to je težko. To ni nekaj, kar bi se mi že kar naučili, pa ne vem, kaj ne rečem, ni nobene šole za to, kako bom rekla. In z otrokom greš vedno v novo. Ali pa s partnerjem, se tudi s partnerjem, ko gremo v intimne odnose, nihče nas tega ne nauči. Imamo samo tiste vzvode, vzgibe, ki jih imamo doma, kako smo videli, kako je to funkcioniralo med očetom pa med mamo, kje dosti več pa ne. Tako da v bistvu zelo neopremljeni in na nek način tudi kot eni otroci hodimo v te nove situacije. In zakaj sem tega dojenčka, tole punčko dala na začetek? Zato, ker je ravno v prvem letu življenja najbolj pomembno, kako se starši odzivajo na strah. Se pravi, koliko starši lahko zdržijo te negotovosti ob tem, ko grejo te nove poti z nami. In potem v drugem pa tretjem letu življenja, kako v bistvu se soočajo s temi naši odhodi v svet. Ko malček odhaja v svet, a je meni to v redu ali ne, ga pri tem, ko pride nazaj, pohvalim, se razveselim njegovega, ne rečem, prihoda in tako naprej. Ker to so te stvari, v katerih, ki se nam ponavljajo potem cel cikl življenja. Se pravi, tudi, ne vem, ko odrasel otrok odhaja v svet, ali pa študirati, ali pa, ne vem, delati, ali pa med vrstnike. Podobni vzgledi se v nas prebujajo. Isto nam je težko, ker nekoga sebi dobiti in potem nekoga od sebe spustiti, to niso lahke stvari. In če starši sami nimajo dovolj varnosti v sebi ali pa ene izkušnje, prej sem nekaj, da nas nič nas ne more na to pripraviti. Je pa res, da če smo sami kot otroci dobili izkušnjo, da je to varno, da nas je lahko strah, pa nas nekdo tam sliši, da smo lahko žalostni, pa to nikogar ne ogrozi, da smo lahko tudi mogoče jezni, pa bo drugi to zdržal, da se zato ne bo odnos kar prekinil in da ne bomo mi zaradi tega slabi. Potem dobimo izkušnjo, da v bistvu odnosi kar nekaj zdržijo. Pa ne mislim zdaj to, da bi bili nasilni, pa da bi ne vem kako na druge prelagali vso odgovornost ali pa krivdo, ampak dobimo izkušnjo, da sem v odnosih tudi lahko nepopolno, pač rečem, in da mi je lahko velikokrat oproščeno. Ker če jaz dobim izkušnjo, da me drugi sprejema takega kot sem, tudi če mi pač pove, lej, to pa meni težko ob tebi, ali pa sem tudi mogoče jezen nate, ker to delaš, ampak dokler ostaja stik, dokler se mi ga lahko pogovarjala, to pomeni, da odnos drži. In da bova že najdla način, kako bova lahko to prešla. Ker v družini se učimo odnosov. In starši so tisti, ki otroku na nek način dajo ogledalo. Ne samo to, kdo je on, ampak tudi to, kako zdaj delamo v naši družini s strahom, kako delamo v naši družini z žalostjo, kako delamo z jezo, kako delamo s potrebami. Tukaj imam pa eno stran, ki govori o tem, zakaj je starševstvo tako ranljivo. Starševstvo je tako ranljivo ravno zato, ker se na nek način ponovno ustvarjajo eni odnosi. Se pravi, ko en otroček pride v družino,
ponovno pridejo na plan vzorci, kako smo mi bili povabljeni v eno družino ali pa sprejeti v eno družino. Se pravi, kako so mamica, ko je noseča ali po prvem letu svoje porodniške, se bo nezavedno telesno spominjala stvari za nazaj pri sebi. Jaz sem delala raziskavo s 30 starši, ki sem jih spraševala, kaj bi njim je težje v prvem letu njihovega mladega starševstva. In najtežje so bile ravno stvari, ko jih je telo izdalo. Ko je, na primer, prišla kakšna depresija, tesnoba, ko so bile zelo obremenjene skrbjo za otroka. In takrat, ko te telo izda, ali pa ko v bistvu se srečaš z enimi stvarmi, ali pa, kako ne rečem, z enimi spomini svojega otroštva, na katere nisi pripravljen, smo spet tam, kot smo bili prej, tako kot sem rekla. Ko dobimo izkušnjo, da se nekaj takega odprlo, pred česar ne poznamo, ali pa kar smo mislili, da smo že predelali, ponavadi se odzovemo obrambno. In pač to odrežemo od sebe, rečemo, ne, saj sem v redu. Mene ni strah, ali pa nisem jezen, ali pa otrok je kriv, ker sem jezen. Ali pa, ker najtežje nam je priznati nemoč v odnosih. In v otroku smo velikrat, ali pa v partnerju smo velikrat nemočni. Velikrat, v bistvu, ko smo v teh intimnih odnosih, je težko ravno zato, ker vedno lahko samo pol damo v odnos. In druga stran ta pol. Mi ne moramo vplivati na to, kaj je druga stran. Se pravi, to, ko sem prej začela govoriti, ko sem rekla, da je pomemben odnos med mamo pa otrokom, odnos med mamo pa očetom, pa tudi odnos med njima. Tam, kjer sem se jaz sama naučila, da odnosu ne smem kaj preveč zaupati, da mi bo drugi vzdolg ali pa da ne bom kar samo zadostna, bom v tem, ko postanem mlada mamica, zelo težko pričakovala od moža, da mi bo stal ob strani. Ne bom mu govorila o sebi, ne bom delila z njim tistega, kar mi je težko. In v takem vzdušju, kako ne rečem, v takem odnosu, kjer jaz ne znam poskrbeti za sebe v odnosu s partnerjem, bom tudi, kaj ne rečem, težje mama. Ali pa nekje bo to vzelo eno doto, kako mi pač rečem. En del mene bo ostal za to. In kaj se je pokazalo? Da ni to pomemben za to, kakšno bo to daš otroku. Ni pa to pomemben to, kakšen odnos imamo s mamo z otrokom ali pa oče, kakšen odnos z otrokom. Je bolj pomemben, koliko sem jaz hladna v teh odnosih, ki živim. Odraslih odnosih. To pomeni jaz kot mamica s svojo mamo, jaz kot žena s svojim možem, jaz kot hčerka s svojim očetom ali pa jaz kot snaha s svojo taščo, če hočete. To so za žensko zelo pomembne stvari, ker ženske smo tako narejeni, da smo še bolj pozorni na odnose in če kako v teh odnosih ne štima, jemamo na sebe. Vse krivimo ali poskušamo skrbeti, ali poskušamo popravljati, ali vedno damo tako, kaj ne rečem, sebe na zadnje mesto. Ponavadi je tudi to, da je veliko stvari naenkrat v tem mladem starševstvu. Delamo štalco, imamo službe, včasih do dela na kmetiji in tako naprej. In nimaš ravno časa za drugega, niti drugo ne zate, moraš pa funkcionirati. Otrok je pa tam. In v bistvu je težko, ko prideš ene točke v življenju, ko te odnosi v družini bremenijo. Bremenijo v smislu, ker pač nimaš časa, nimaš časa za starše, nimaš časa za starega starša, nimaš časa, za otroka, njih ne moreš kombinirati. In tako, kot ste rekli, kako potem v takem tempu mirnost v sebi ohraniti in tudi otroku eno varnost dati, pa eno potrpljenje, ali kako ne pač reči. V odnosih ni bližnic, moraš pač tam biti. Če je partnerju težko ali pa če je starši težko, ti si lahko samo tako daš podporo, da si tam. To je pač hudo pri odnosih. Sej včasih že lahko kakšna obdobja, pa samo pokličeš ali pa kakšno sporočilo pustiš. Ampak načeloma je tako, da najbolj mi cenimo tistega človeka, ki je lahko z nami tam, tisti trenutek.
Je pa pomembno, no, da tukaj ni ranljivo samo na eni strani. Se pravi, če jaz nekaj, a pa če meni nekdo nekaj težkega v sebi pove, ali pa mi pove, kako se počuti čez dan, ni dovolj, če jaz samo rečem, ok, v redu, pač sem vzela neznanje. Taki trenutki, ko se nam tudi odpre, moram tudi jaz eno spoštovanje imeti do drugega, da pač rečem, ok, da je tukaj sem, ali pa da dam en tako pozitiven odziv, ali pa eno razumevanje, ali pa samo rečem, da s tabo sem. Ker to je potem tisto, kar bo peljalo odnos naprej. Je pa res tako, no, vse tem, kar sem govorila, zakaj sem tudi dala to obdobje med mamo pa med otrokom, ali pa med očetom pa otrokom, tem otroštvu toliko v ospredje. Zato, ker sem rekla, da smo otroci svojih staršev. Mi bomo starše vedno čuvali, hote ali ne hote. In mi bomo vedno situacije, tudi če je naš starš, na primer, pač ni bil dovolj dober starš, tako ne pač rečem, v kakšni stvari, vse kakšne stvari mogoče so mogoče dali, v kakšni stvari smo niso znali razumeti, dvigati, ali tako, je sigurno to iz njihove lastne stiske, ker so sami mogoče niso imeli varnosti v odnosih, niso znali zase poskrbeti in te varnosti potem tudi nam niso dali dati. Ampak ponavadi je tako, da otrok potem te stvari nas vzame. Pač misle, sem že jaz toliko čuden, ali pa sej, kaj sem pa to, ne vem, pričakoval od starša, sej očitno, ne vem, se tega ne sme pričakovati. Otroci vedno vzamejo na sebe stvari, zato da bi starš postal dober. To sem pač prerekla, da so starši svetini. Tudi če me, ne vem, oče dal Laru, ali pa, ne vem, mama kdaj zaupila na mene, pa tudi če me to boli pa žalosti, bom vedno našla, kaj ne rečem, en razlog, zakaj pač to tako bilo. In kadar se to dolgo dogaja, da jaz na nek način bolj skrbim za starša, kot za sebe, potem zgubim občutek za sebe. Ne vem več, kdo sem jaz, ne vem, ali imam sploh lahko potrebo, ali sploh imam, ali sploh znam prepoznati prave stvari, ali sploh vem, kdaj me je strah, ali vem, kdaj sem jezna, ali sploh smem biti jezna. In kadar nimam tega občutka za sebe, da potem nimam tudi od drugega. Se pravi, če bo otrok jezen od meni, jaz ne bom varna v tem, da se razumem. Zdaj tako, kadar smo zelo v enem takem krču, da sami do sebe nismo prijazni. Je najprej potrebno najti enega človeka, ki bi nas v tem malo slišal. Se pravi, en varen odnos, kjer bi lahko en del sebe pokazal. Če me mama ali pa partner ali pa sodelavka ali pa mož lahko sprejme v eni stvari, kjer se še sama težko, potem pa ima eno sočutje do mene, potem je to znak zame, da lahko tudi s tem delom sebe želim, kako ne pač rečem. Pa tudi, če drugega to jezi ali pa malo poroža, ampak dokler ostane v odnosu, to, kar smo prej govorili, dokler ostane v odnosu z mano, dokler se z mano pogovarja, dokler ne prekine stika, sem jaz še vedno jedel. In je pa res, da je to, da se s tem jaz soočam, zato rabim čas. Rabim čas, včasih je treba kakšno stvar izžrvati, včasih je treba kakšno stvar izkričati, včasih je treba kakšno stvar, ne vem, si priznati, da je strah. In ko se en del te svoje poti že zmoreš priznati, potem je tudi lažje dati odnose. In je tudi lažje potem sočutje dobiti strani drugega in sočutje do sebe. Ker rahločutnost zahteva sočutje. Sočutje ti pa lahko da samo oseba, ki je varna ob tebi. Se pravi, nekdo, to, kar sem pač prej rekla, da ne smemo ranljivost kar dajati v odnose ali pa svojo ranjenost, dajati v odnose na vzvar. Ranjenost lahko dajemo samo tiste odnose, ki bojo to zdržali. Se
Se pravi, nekoga, ki bo to razumel, ki je mogoče šel podobno pot čez. In ko bo rekel, kljub temu si v redu. Ali pa, življenje gre naprej, nekaj si se učila, naučil, jaz sem s tabo. In to je tisto, do česa smo pa pač sami odgovorni. Sami smo odgovorni, da najdemo trenutke, pa odnose, v katere lahko damo te glede sebe. In tudi, da si najdemo načine, kako lahko sami se pomagamo ali pa sami sebe pocrkljamo. Mislim, da tudi doskrat smo taki bolj težki v odnosih, zato ker se ne znamo sami sebe enega priznanja ali pa ene nežnosti. Tako da se mi zdi, da se moramo vsi učiti tega, da smo samo otroci njenih staršev, včasih tudi zelo prestrašeni, zelo žalostni, zelo sami, če hočete, ali pa zelo jezni. Ampak da je to en del te naše izkušnje, da smo ljudje. Ker mi mislimo, da tega ne smemo drugim pokazati, zato ker ne bomo bolj sprejeti, ne bomo dosti dobri ali bomo druge ogrozili. Ampak v bistvu ne vemo, da je to taka izkušnja, ki ima vsak. Vsak je kdaj žalosten načak, vsak je kdaj prestrašen, vsak je kdaj jezen. In nič ne narobe s tem. Še to lepš pa je, če imaš v sebi nekoga, ki to zmore sprejeti in te zmore tem ujeti. Tako da s tem bi jaz zaključila današnje predavanje.